Čas je za super dan, čas je za zajtrk z medom. Aplavz za našega gostitelja, gospoda Sivko! Pozdravljeni! Ste že pojedli zajtrk? Je šel za med? A? Danes praznujemo dan slovenske hrane in to s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Kruh, med in maslo, pa mleko in jabolko. Vam je teknilo? Ste se napolnili s hranljivimi snovmi in energijo? To lahko storite prav vsako jutro. Kako? Letimo pogledat. Zajtrkuj vsak dan. Kot pravimo čebele, po jutru se dan pozna. No, pozna se tudi po dobri paši. Oziroma to v tvojem primeru pomeni po zajtrku. Ta je najpomembnejši obrok v celem dnevu. Zdrav zajtrk na vse zgodaj ti da energijo. Za nov dan, za plezanje, za skakanje, za ustvarjanje in matematične zagate, potrebne rešitve. Poskrbi pa tudi za boljši spomin in večjo zbranost pri branju in reševanju miselnih nalog. Skratka, vsako jutro pojej super zajtrk. Izbiraj raznoliko prehrano. Če le lahko, si vsako jutro privošči kaj drugega. Recimo polnozrnati kruh, pa kašo, kosmiče, jogurt, mleko, maslo, svežo zelenjavo in domače sadje različnih barv. In nikar ne pozabi na med. Ali veš, da ga lahko uporabljamo za slajenje in da vsebuje več kot 200 sestavin? Med njimi so tudi vitamini, minerali in antioksidanti, ki pomagajo krepiti in ohranjati tvoje zdravje. A ker med vsebuje tudi veliko sladkorja, z njim nikar ne pretiravaj, privošči si le nekaj žličk. Pa še to. Naravnost odličen je v čaju, ampak ga vanj zmešaj šele, ko ta ni več vroč, da ohraniš njegove blagodejne sestavine. Hrana naj bo lokalna in sezonska. Ni ga čez domače. Najboljša hrana zraste čisto blizu tvojega doma in ker ne potuje daleč, ohrani svojo svežino, vitamine in minerale. In kar je najpomembnejše, okus je tak, ta pravi. Za zajtrk si vzemi dovolj časa. Zajtrk je najboljši v dobri družbi. Zato okoli sebe zberi družino. Že zjutraj si kaj lepega povejte in seveda tudi kaj dobrega pojejte. Zelenjavo in sadje si privošči večkrat na dan. Med letanjem od ene do druge igrače, od ene do druge učilnice, od ene do druge popoldanske aktivnosti si privošči kos sezonskega sadja ali zelenjave in poteši lakoto. Hvala malca, kaj ne? Sicer pa je pomembno, da čez dan enakomerno razporediš 4 do 5 uravnoteženih obrokov. To izboljša tvojo presnovo. Ugodno vpliva na raven krvnega sladkorja, ki je hrana za možgane, in izboljša občutek sitosti. Pripomore pa tudi pri vzdrževanju priporočene telesne teže in preprečuje razne bolezni. Da bosta tako tvoje razpoloženje in tvoja sposobnost učenja boljša, pa tako ne rabim poudarjati, kaj ne? Kosilo in večerjo naj sestavljajo lokalne sestavine. Odrasli in prišepni naj tudi za večerjo in kosilo uporabijo sezonske in lokalne sestavine. Skupaj z družino jih poiščite na vrtu. Ali pa poglejte v sadovnjak babice in dedka. Ali pa obiščite kakšno izmed okoliških kmetij. Prav gotovo pa vas bodo veseli tudi bližnji čebelarji, sadjarji in zelenjadarji. Jaz sam jih obiščem prav pogosto in vedno so me zelo veseli, tako da kar pogumno. In če smo že ravno pri tem, skočite še na tržnico. Ali pa v trgovini poiščite kakovostno slovensko hrano, ki jo tja vsak dan pripeljejo kmetje, zadruge ter kmetijska in živilska podjetja. Znak
Izbrana kakovost Slovenija zagotavlja, da so bila živila pridelana in predelana v Sloveniji. Redno se gibaj. Zdrava prehrana je pomembna za tvoje zdravje, prav tako pa je zanj pomembno tudi redno gibanje. No, pa gremo. Z družino ali s prijatelji se vsak dan odpravi na sprehod v naravo ali pa prekolesari poti med bližnjimi nivami in travniki. Ali pa pokaži žogi, kdo obvlada, kar na dvorišču. Če dežuje, se sprašuješ. No, dež je odlična priložnost za skakanje po lužah. Poleg tega odlično zalije drevesa, rastline, rožice. Toda pozor, zna se ti zgoditi, da bo po telovadbi tvoje telo spet lačno. Zato tudi takrat ne pozabi na zdravo prehrano. Sezonsko in lokalno. Vse jasno? Seveda, saj smo sami brihtni na kupu, a ne? Lepo se imej, zdravo jej in ne pozabi. Zajtrk z medom za super dan. In tukaj kot čebela, ki med pridela, nisem popolnoma nič pristranski. Zdaj pa letim. Se vidimo.